S histaminsko preobčutljivostjo se srečuje vedno več ljudi. Mnogi pravijo, zdrava hrana mi ne paše, fermentirana živila mi povzročajo težave, alergijski testi pa so negativni. Kaj se v resnici dogaja? Odlično razlago nam bo podal in z njo tudi rešitev magister farmacije Matej Linke. Matej, lepo pozdravljen. Kot sem že v uvodu povedala, bova danes govorila o histaminski intoleranci. Zakaj si izbral prav to temo? Lep pozdrav, Nataša. To je zelo aktualna tema, ker histaminska preobčutljivost pogosto ni samostojen problem, ampak signal. To je signal, da naša črevesna bariera že dlje časa preobremenjena. Pa začniva pri osnovah. Kaj sploh pomeni histaminska preobčutljivost ali histaminska intoleranca? Histamin je snov, ki jo naše telo normalno uporablja pri imunskem odzivu, prebavi, regulaciji živčnega sistema. Težava nastane, ko je ravnovesje med vnosom, sproščanjem in pa razgradnjo histamina porušeno. Pri histaminski preobčutljivosti ne gre za klasično alergijo, ampak za to, da je prag tolerance znižan. Kar je bilo prej v redu, danes sproži reakcijo. To je lahko glavobol, rdečica, srbečica, prebavne težave, tesnoba ali pa utrujenost. Matej, veliko ljudi pove, da jih moti oziroma da jim ne paše fermentirana hrana, recimo kislo zelje, kombuča, kefir. Pravzaprav to je zdrava hrana, pa kljub temu, kaj ne? Res, to je zdrava hrana, ampak to je tudi eden najbolj značilnih znakov. Fermentirana hrana je bogata z histaminom, a sama po sebi ni problem. Problem je, kam pride. Disbioza lahko poveča proizvodnjo histamina, saj nekatere bakterije, kot so Klebsiella, Lactobacillus, proizvajajo histamin in s tem zvišujejo nivo histamina v samih prebavilih. Hkrati pa lahko disbioza tudi zmanjša aktivnost encima diaminooksidaze, ki pa razgrajuje histamin v naših prebavilih. In kar naenkrat pridemo do tega problema, da je nivo histamina kar precej povišan. Če je črevo zdravo, tudi ta povišanost histamina ni problematična, saj ta histamin ne bo prihajal v sistem. Ko pa se soočimo z poškodbo črevesne bariere, pa histamin pride v kri. In ko pride v kri, sproži spremembe. Zato pravimo, da intoleranca na fermentirano hrano kaže na kronično zvišano prepustnost črevesja, ne pa na to, da bi imela ta hrana, da bi bila slaba oziroma da bi bila neprimerna za nas. Ja, in kako točno je histamin povezan s prepustnim črevesjem? Najlažje si to predstavljamo tako, da si črevesno bariero predstavljamo kot nek varnostni filter. In če je ta filter poškodovan, skozi njega oziroma skozi to našo bariero prehajajo snovi, ki drugače ne bi smele. In to sproži imunski odziv. Med takim je tudi histamin. In pri dolgotrajni prepustnosti se imunski sistem stalno aktivira, kar povzroči to, da naša toleranca pade. To pa je razlog, zakaj histaminska preobčutljivost ponavadi se pojavi kasneje v našem življenju in tudi se z leti potem slabša. In če pogledamo tako, histamin se kar naenkrat začne kopičiti v našem telesu in kaj se z njim zgodi, veže se na receptorje. In ker so te receptorji razporejeni po celotnem našem telesu, imamo tudi te simptome zelo raznolike in se pri nekaterem izražajo tako, pri drugemu drugače. Da dam samo primer. Na koži se lahko izrazijo kot srbečica, koprivnica, rdečica, v prebavilih kot napenjanje, lahko tudi driska ali pa bolečine v trebuhu, v srčno-žilnem sistemu lahko to zaznamo kot nizek krvni tlak ali pa omotico, v živčnem sistemu govorimo o glavobolih, migrenah, tesnobi, tudi nespečnosti in pa v dihalih kot zamašen nos, kihanje in pa občutek težkega dihanja. Pa se da take težave najbrž rešiti, Kako se jih lotimo? Seveda, take težave rešujemo in jih je potrebno naslavljati in reševati. Najpomembnejše je, da ne začnemo pri zaviranju histamina,
ampak pri obnovi črevesne bariere, podpori jeter in pa našega mikrobioma. Ključno vlogo pri tem ima butirat. To je glavno gorivo za celice črevesne sluznice. Brez njega se bariera ne more regenerirati. Pri kroničnih stanjih je težava ta, da mikrobiom sam ne zmore več proizvajati dovolj butirata, vsaj ne v takih količinah, kot jih potrebuje za pravo regeneracijo. In tukaj pridejo v poštev ciljno usmerjene rešitve, kaj ne, Matej? Tako je. Kolobioma je formulacija, ki omogoča, da butirat z drugimi kratkovrižnimi maščobnimi kislinami pride do debelega črevesa, kjer ga najbolj potrebujemo. Pri ljudeh s histaminsko preobčutljivostjo pogosto vidimo, da se s krepitvijo črevesne bariere postopno zviša oziroma izboljša toleranca do katerekoli hrane, pa tudi do fermentirane. To ni hitra rešitev, je pa temeljna, zaradi tega, ker odpravimo vzrok in s tem rešimo naše probleme. Ampak, Matej, pri histaminu pa so pomembna tudi jetra, kaj ne? Ja, o jetrih sva že enkrat govorila, ampak jetra so glavni organ za razgradnjo tudi histamina in ostalih biogenih aminov. Če so preobremenjena ali vneta, histamin ostaja v obtoku dlje časa. Zato je smiselno istočasno podpreti tudi jetra, na primer z livakorjem, ki spodbuja regeneracijo hepatocitov in tako posledično izboljšuje presnovo v jetrnih celicah. Ko jetra delujejo bolje, se histaminska obremenitev zmanjša tudi sistemsko. Ja, in še zadnji korak, kaj ne? Ko smo stabilizirali črevesno bariero in razbremenili jetra, lahko začnemo z modulacijo mikrobioma. Tu ima pomembno vlogo multi-M-ferment, ki pomaga preusmeriti mikrobiom v smeri manj histaminske produkcije in bolj uravnoteženega imunskega odziva. To je faza, kjer se toleranca na hrano dolgoročno normalizira. In čisto za konec, Matej, kaj bi svetoval gledalcem, ki imajo problem s histaminsko preobčutljivostjo? Ne iščite krivca samo v hrani. Pogosto težava ni v tem, kaj jemo, ampak v tem, v kakšnem stanju je naše črevesje. Ko obnovimo črevo in črevesno bariero, razbremenimo jetra in postopno uravnotežimo mikrobiom, se bo telo začelo umirjati in hrana, ki je bila prej problem, bo spet postala naš zaveznik. Najlepša hvala za vse te informacije. Prepričana sem, da bodo mnogim gledalcem prišle zelo prav. Hvala tudi vam, Nataša, in upam, da bodo gledalci danes na svoje simptome pogledali kot na sporočilo telesa in ne kot na napako.